V Kisovcu sem, tele se danes odvija ena demonstracija kmetijske pa gozdarske mehanizacije. Pa sem rekel, da sem prej prišel, pa še ni toliko ljudi, da gremo okoli pogledat. Pa ga sem ga malo vprašal, če so kaj taka prevlekla. O, Igor! Evo, li govorim, daj povej, ko si kaj pripeljal. Ja, evo, mi imamo pa vilce, česalo. Kar postav se spride in kola? Česal, vilce za bale, travniško brano, novo grasar. To je pa to, vse za travinje, kar imamo. Travinje. Bote kaj delali, boš kaj pokazal? Tudi česalo pa grasar bomo pojek bo pokošen. Sicer ni čas primeren, ampak videti se je vdal. Ja, to demonstracija moramo malo pofejkati. Malo pofejkati. Tako ja. Ja, da ne pa še Davida vprašati. David, živ? Živijo. Dajmo povedati, da sicer ne vidim, da nekaj štela zadnji, ampak pa ste kaj pripeljali od Holandova, kaj novega? Imamo nekaj novega, lej. To novo petko. Nova stara petka, evo. Nova stara petka? Ja, malo se je dala make-upa gor, no, če sem iskren. Motor, menjalnik sta ista, kar sta bila prej. Malo pa novo havbo, malo nov dizajn. Ima nekaj nova barva, nova nalepka. Pa je par takih gadgetov ima novih, no. Končno smo dočakali funkcijo stop and go dejansko. Lahko samo z bremzo počakamo, brez sklopke. Imamo opcijo tudi 28-38 šolskih koles, tako da smo tudi na cesti malo bolj hitrejši, pa udobno se peljemo. A pa to je že v prodaji, ali je to še... Je že v prodaji, malo še zamujajo zadeve, ampak se ga da dobiti, no. Evo, takole zgleda. To je 520. A 120 je ta največ? 120 je trenutno največ, ta model. Pa kaj imaš pa še? Vidim T4, pa... Ja, 3 cilindraše, T4S, potem je tudi tamle ena T4, ki je specialna za vinograde, ampak jo bomo nas pač pokazali na obračalniku. T5 in pa potem ta velike, brezstopenjske. A šoferje imaš? Da je odival? A mogo kaj noč cest? Bomo že, saj je dosti ljudi, bomo že. Ja. Evo, kuj je akcija? Tam nas sesipavce po cenco skrivajo. Živ? Živ, bravo. Evo, mi so že zadnjo malo snimava. Sicer ne vem, ker video te prvo, ta hun. Zdaj so že večkrat na teden družbo. Ja, tako. Kaj pa ste vi pripeljali? Alplinijo bolj kot ne, a kako? Da, smo pa bolj na Alplini, res je. 615 robust serije, pomeni 6-vrtenski obračalnik. Potem smo pa takoj že seveda na Alplini, 4-metrski Alp z gibljivim priklopom pa zamikom, se pravi mehanskim zamikom od meje. Čelna zadnja kosilnica, čelna 3-metrska, zadnji Alp kosilnica 2,60 m, vlečen 4,30 m, delovne širine, zgrabljalnik. Sem šel vmes po mikrofončke, pa toliko muska na glas, da je kaj se je kaj slišali, kaj se dogaja. Se pravi, gremo na Hojblic. Letos posodobljena verzija, pomeni 4 prstov prehod na 5 prstov, hidravlična zavesa, pa malenkost ojačana sama konstrukcija. V najmanjši verziji čelne kose, 2,20 m, prilagojena za hribovske traktorje, 3-metrski alpinski zgrabljalnik, se pravi pobiralni zgrabljalnik. Vidimo že v osnovi malenkost drugačna, se pravi predvsem lažja konstrukcija. Nekje 400 kg teže smo v bistvu izgubili. 2 aluminijaste role, prisilno gnane, pomeni z samim hidromotorjem. Spodnji del v bistvu enak kot je bil prej, vrtljivimi diski, ki v bistvu okupirajo sam teren. Največja prednost zdaj, prej je v bistvu bil sistem gnan preko 2 hidravličnih cevi, zdaj pa smo v bistvu šli na zadevo, da imamo v bistvu svoj sistem, gor hladilnik olja, rezervar olja ter hidravlično pumpo, ki v bistvu žene sam sistem gnan preko samega kardana. Čakaj, to je pa bolj za hribovite terene, je tudi za ravnince. Tako, je bolj prilagojena za hribovske traktorje in v bistvu lažje še obdelujemo gorske terene. Ok, zdaj pa to govori, da se skorpir zaslužil. Ja, mislim, da moramo iti vampir. Ino, pa imamo mi dva tle. Dobar dan, danes smo pripeljali s seboj profesionalni mulčer Dominator. Danes bo še eno opet, možno ga je tudi zadnjo opetje, profesionalno izvedbo mulčerja Kajman, 2-metrsko. Pripeljali smo tam malo izvedbo naših mulčerjev MMT za vinogradništvo, sadjarstvo, pa naš zastopniški program Iros, ki je opremljen z mulčerjem za Y-noži. Kje pa imaš Kajmana, to sem jaz snimal, pa sem... Kajmana imamo pa v zadnji, evo ga, že čaka prpet, samo je krajša ta nova varianta, 2-metrska. Popraševanje na trgu je bilo tudi po manjšem 2-metrskem za komunalo, pa smo se potem odločili na novo izvedbo. Aha, no vidiš, fan. Čakaj, tako je dival danes, kaj se pokazati? Za vsem bomo delali. Pa se pa še tega srečamo, hvala ti. Kaj je Deluxe, no? Klema, zdravo. Ko vidim, da je Bobners Edition, wannabe.
Danes imamo 3 variante. AGT bom naredišen v gorski verziji, potem imamo standardno verzijo s kabino in klimo in pa potem še gorsko verzijo v standardni barvi rdeči. Vsi traktorji so opremljeni s sipovimi priključki in tam v zadnji je tudi eden z mulčerjem Mino. To se pravi skoraj več AGT-jev kot Hollandov. Smo se trudili, da to dosežemo, ampak nam na žalost ni ratalo. No pa še naš rajon, dela, čakamo še ljudi. Imamo pa sabo tudi, ko imamo sabo Maruša, te hude majice. Tile so dosti poceni pa top material. Res, ta se splača kupiti. Čeprav ne vem kva ukrencana, ampak je pa ful dobra. Zelo dober material. Tamle zadnji pa je tale šotor, ki pa precej robota. Tako da se moram direti kaj norc, še z mikrofončkom, da se sploh kaj sliši. Pojd boš tam, malo vstan. Zdaj sem pa do tebe prišel, čaj, da tega lehor nataknem. Danes me naštimo, da mi jaz mogo kositi, stari. Ja, seveda, danes imamo zvezdo večera, glavnega demonstratora, ki najbolj obvlada mučke stroje, paradnega konja maestrala z strižno koso, dvojni rez. Mercedes, pravite. Mercedes, med košnjo. To se pravi, evo, tistega le bom. Opremljen je tudi z kolesi, Alpiner, mrežastimi kolesi, da ga lahko uporabimo tudi v ekstremnih strminah. Obvladamo ravne in strme dele. Je pa to, da je končno, da je probal še z dvojne kolesa, zadnjo sem se omatral, ampak da je z dvojnem, pa mislim, da je pohoj tad. Pojka v tamle demonstracija, bom posnel, kako šva. Alpiner. Alpinera je Alpinera, kva je? Alpiner. Alpiner. Tako, mi smo podjetje specializirano za priključke za horske kosilnice. 5. leto na trgu, delamo mrežasta kolesa na hitri direktni priklop, imamo aluminijasta kolesa na isti sistem, imamo pa tam horska travna brana. Ta je namenjena za poravnavo krtin. Zdaj ta zadnji produkt je pa horski zgrobljalnik, je specifično namenjen samo za spravilo suhe in polsuhe krme. To bomo pokazali dol. No, odlično, pa se pa še tam vidimo. No, pa grem še do Krajine malo. Danes smo pripeljali eno najbolj popularno zadevo za slovensko kmetijstvo, kombinirano cisterno. 3200 litrov s kombinirano črpalko, vakuumsko in centrifugalno. Za gorske potrebe top, pa za pol malo v nižino spuščati še deponator. Je pa zadeva zanimiva, ker je ta deponator priključljiv kot recimo navaden priključek. To se pravi, z opremo ste jo kar nabutali, kot psa. Ja, moraš nabutati, če nekaj prikažeš. Ne? Ja, to je res. To, da bomo prikazali vse. Pa še tam posnil. No, da sem pa prišel še na gozdarski program, tako da vidimo, kva imajo tleda. Kaj je tajfunovce? Danes smo pripeljali tisto, kar je ta bolj. Vidite, proizvajamo in mehanske in hidravlično upravljane. Kodar je hidravlično, seveda imamo možnost upravljanja za konzolo oziroma za radijsko-daljinskem vodenjem. Evo, David ravno predstavlja sedaj gnani škripec, ki upravlja dve funkcije. Eno, da nam podaja vrv, druga pa je, da je kot zavora in služi za lepše navijanje na bobnu. Družina gozdarskih prikolic, trenutno pač imamo to prikolico, ki se ti pač probaval, to dobro veš, da je to top. Zložljivo dvigalo od vseh 8,60 m, na koncu rotator, grabež, se odpira do 1,30 m, na tej prikolici sedež model, 2x roka, 2x noga, mehansko, lahko pa imamo tudi mehanske on-off, joystiki ločeno, elektroproporcionalne, dejansko mi se lahko prilagodimo vsakmu kupcu po njegovih željah.
Zanimivo zadnje čase, da te prikolice prodajam po domače cimpermanom, ker je treba hrš gor dati. Je pa fajn, če je 10 metrov pa pol Da stigne, da se Ja, stigne. seveda. Če smo želez pripeljali, pa je treba še nekam spraviti, Zdaj kle imamo kar mašino, da ga direkt shoda v drva. Pa je, če je naprej peč, ga kar v peč. Se pravi, ta je mobilna, 5 ton, sinhronizirana zavalje z samim strojem. Se pravi, vse skupaj se upravlja na joysticku, ga pelje do mase. Debeline do 50. Na Agri boš pa prišel posnet nekaj drugega, to je pa sekalnik Tajfun, nekaj novega, pa o tem bomo pa kasneje. In noviteta. Evo, David, ti si me ponovno zmer mašine kazal, ampak da vam povem, zadnja sem videl, da je bil Roškar pri vas. Mu kaj pojma, sploh ne vem, kaj se dogaja. Moram reči, da se je zelo dobro izkazal, drugače pa glede na tvoje videe, mislim, da si mogoče brzino hitrejši pa naprednejši. Svaka čast obema, zakon sta, Ko pa Katja kaj? Vaša Katja? Katja? To imate fajn narejen, s kom jam priješ, odpreš pa gas. Trgovnica na kolesih. No, tle pa še druga stran gozdarstva. Kaj si pripeljal? Wood splitterja, dvostransko cepljenje, možnost je še klik kline. To se pravi, ti, ko greš s klinom kje skolaš, tega primeš ga v bistvu že nazaj, dol skozi skolaš. Tako, še strojnik sam, ko dobi ta grif, mu to laufa in bistvo vsega je, da je hiter cep. Hitro in varno. Evo, bomo pa še pogledali, še kaj delov s tem, Ja, mogoče. seveda, tole bomo razklali pa zložili, Ne bomo sam cepili, bomo tudi zlagali. No, evo, organizator Alex, Golden Hill, ima pa tle tudi tale sveder za drva cepati. Ko mi čakam, da ga probamo, da vidim, če je spav, oziroma kako bo spav. Se že dogaja. Tamle sem svojo kosivenco pripeljal, tole kandivo, se pa klim, pa imajo bolj take flitne traktorške, se pa gorsko speljajo. Traktor tehka nekje 5 ton pa pol. Konkretno tale ima brezstopenjski menjalnik, ki je pa dejansko za to delo zelo primeren. Med temi mulčarji, ki smo jih videli. Kladivar, lahki, takšen agilen. Predstavljamo naš gorski zrabljalnik. Sedaj bomo spremljali našega promotora slovenskega, najboljšega za kmetijsko mehanizacijo, to je Klemen Bobnar, zvezda današnjega večera. Se vidi, da je pravi mačo, ima mišice, pa jih ne uporablja, ker to dela z lahkoto. Sedaj bo probal s tretjo brzino. Tretja brzina je res hitra in
Da lahko vprašam, kaj ta še sama misli? Ročno spustva bomo šla. Upam, da nima stno. Ja, ni. Se veš, če malo sem na spustu, pa šlo. Ne vem, pošrekamo vertikalno, ki bomo leteli. Bolje reči vertikalno, da ne vas zvrniva. Pa še me ne ubu. Pa me naše obliva. Ja. Kakšna polica je, koliko je zavarman. Akurat, sem računal. Od nafte. Od nafte. Da ne bo preveč zavijal. Gospod Igor Stare, kot sam direktor, bo danes pokazal, če sam diva. Diva. Ajde, Igor, meni že liče, to so prehod. To ni umaklo. Naj se tale noč uradno začne, gremo. No, zdaj sem pa končno prišel še do organizatorja dogodka, do Aleksandra Ržišnika. Pozdravljen, živ. Zdrav. Jaz bil toliko zaseden tam, da te nisem dolgo, sem te mogel prav naknadno ujeti. Daj imamo povej, kako je dogodek, kaj je dober, a to zadovoljen? Ja, Klemen, zdrav, hvala, da si prišel. Evo, dogodek je minil odlično. Po približno mesecu dni smo strnili odzive in se mi zdi, da je bilo res fantastično. Na dogodku se je zbralo preko 1000 obiskovalcev, mislim, da je v cele dnevu, tako da je to res super. Na njem so se predstavili predvsem slovenski proizvajalci mehanizacije, kar je res fantastično. Vem, da se bo pa dogodek nadaljeval tudi v prihodnost, ker mislim, da si slovenska kmetijska in nekmetijska javnost to tudi zasluži. Pa praviš, da vsak let bo sam še huj? Sam še huj. Odlično. Tam sem videl, da smo svoj štend pa to, pa na hitro sem še malo omenim tiste tvoje produkte, pa imaš tiste folije, cpivce, da še malo to povej, no. Ja, kot že nekaj let imamo v ponudbi mrežo družin Efibel, ki so primerne za vse potrošnike. Potem vse, kar je potrebno za silo, se pravi mreže, folije, vreče, silirne dodatke. Letos imamo pa na novo v ponudbi folijo lastne blagovne znamke Golden Shield 5+, za katero je značilno, da je izredno odporna na prebadanje in je izredno lepljiva. Kot zanimivost imamo edini na tržišču vijolično barvo, katera ima v sebi repelent za ptiče pa glodavce. Druga stvar, imamo pa tudi tako z dodatno UV zaščito, na katero edini na tržišču nudimo 15 mesecev garancije. Imamo pa tudi v ponudbi naše bagerske cepilnike, kateri so primerni za bagerje od 1000 kg do 15 ton, kakor tudi za gozdarske prikolice. Kaj pa recimo, ko smo videli prej pri foliji, vem, da imaš tudi tale za zbiranje folije odpadne. Kaj pa je ta program? Ja, ta naš sistem že sedaj poteka 3. leto. Aktiven je na 18 lokacijah v Zasavju, se pravi občina Zagorje ob Savi, Hrastnik, Trbovlje, potem Dosevnice, Radeče, Laško, občina Rogaška Slatina in potem še sedaj na novo občina Slovenske Konjice. Imamo pa v planu, da ta sistem izpeljemo za celo Slovenijo. To se pravi, ko odpadno folijo kje pripelješ, jo vzamete? Ja, in to je to, zato ker to je zelo velik ekološki problem, saj večinoma jo to zakopavajo oziroma zažigajo in je to velik problem. In zato smo tudi, ko smo začeli s prodajo te naše folije, so stranke prišle do nas, da je to zelo velik problem in smo se to angažirali in smo bili uspešni na evropskem razpisu, da smo vzpostavili naših prvih 6 lokacij, sedaj jih je pa že 18 in upajmo, da se bo ta sistem na celo Slovenijo razširil. Je dobro. Pa se pa drug let še enkrat vidimo, a ne? Hvala. Še večmo obsegu. Seveda. Hvala ti, da si prišel. Hvala enako, ker si dobro zorganiziral. Ni za kaj.